V muzejih in galerijah v 32 krajih po Sloveniji so minulo soboto pripravili že 8. poletno muzejsko noč, ki je potekala pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije. V Muzeju narodne osvoboditve Maribor so ob tej priložnosti med drugim pripravili javno vodstvo po razstavi Retrovizija in retro zabavo z glasbo 50., 60., 70. in 80. let preteklega stoletja. Hkrati pa smo pozvali vse obiskovalce, da se oblečejo v oblačila iz tega obdobja. In kakšna vizija je zaznamovala minula desetletja, sedaj retro obdobja v času in prostoru? To je bilo obdobje, ki je bilo bistveno bolj bogato na duši, kot je danes. Če se danes borimo za nekaj zelenega, potem moramo vedeti, da se je to takrat delalo, ne da bi se tega zavedali. Zgodovina pa ni le politika, ampak je predvsem življenje, ki odseva svoj čas skozi dogodke, glasbo in filme, pohištvo, oblačila, čevlje in frizure. Osnovni stil, ki je bil, so bili dolgi lasje. Znak uporništva. Drugo, kar je bilo, je bila ali takšna kapica, kot je vidite sedaj, oziroma podobna, ali pa trak v laseh. Potem so bile tukaj tunike, površniki za poletni čas. Obvezni so bile verižice, take ali drugačne. Ta seveda ni ravno prava, ker takrat se je nosilo več ali manj vse iz naravnih materialov. Potem je bilo to obdobje obvezno širokih hlač z ušitki, kavbojk in pa ali mokasine ali pa rahlo privzdignjeni čevlji. Zgodovino so ustvarili in ustvarjajo tudi ljudje. In prav človek je temelj in glavni cilj razstave Retrovizija. Tega se zaveda tudi profesor Igor Vodnik iz Maribora, ki z muzejem sodeluje že več kot 25 let. Si štejem čas, da lahko tudi svoje stvari vidim tukaj v muzeju, ki sem jih med drugim tudi poklonil. Tako krasen muzej, mislim, tako sodeluje lepo, se v mariborsko kulturno sceno vpleta s takimi toplimi človeškimi razstavami in v ljudeh zbuja čustva nostalgije pa ljubezni. Na poletno muzejsko noč so v Muzeju narodne osvoboditve odprli tudi razstavo ob 80-letnici Mariborskega otoka. Zdaj, te fotografije, ki jih vidimo tukaj na razstavi, smo zbrali v sodelovanju z muzejem. Drugače pa nekako pozivamo vse Mariborčane, da nam posredujejo svoje fotografije. Opazili smo, da se mnogi na teh fotografijah tudi prepoznajo ali pa da jih imajo doma shranjene. Zbiramo tudi različne zgodbe in anekdote. Ob 80-letnici bo šel namreč tudi poseben bilten. Mariborski otok je bil leta 1951 zavarovan kot naravna znamenitost. Danes pa ima status površinsko-geomorfološkega in botaničnega naravnega spomenika. Hkrati je pomemben habitat živalskih vrst, predvsem ptičev.